kaj je prvi in izvorni konflikt? Ali lahko sploh z določeno mero sigurnosti trdimo ali lociramo konfliktov? Ali lahko najdemo nek primordialni izvor vsega, kar je danes narobe z našo družbo? To so seveda tvegane raziskave, zelo nevarne raziskave, ki ponavadi peljejo do teorij ali praks, ki izgubijo moralni kompas. Ena izmed teh je recimo pozitivistična šola, nekje jo bomo locirali konec 19., začetek 20. stoletja, katero je zaznamovala biološka deterministična teorija. Torej, teorija o rojenem zločincu. Lombroso, ki je bil eden od glavnih teoretikov, je trdil, da so zločinci biološko atavizirani, da je to nek biološki atavizem, torej, da se zgodijo določene genetske mutacije, ki pomenijo tudi vrnitev v zgodnejši, bolj primitiven človeški razvoj. Zatrjeval je, da je mogoče zločinskost kot neko kvaliteto napovedati z merjenjem seveda fizičnih značilnosti, torej oblike lobanje, kako velika je čeljust in seveda asimetričnost obraza. Kaj je bil cilj te odprave? Torej, z zgodnjim prepoznavanjem teh rojenih zločincev, seveda skozi fizične preglede predvsem, bi lahko potem družba odpravila zločin, seveda z trajno zaporniško kaznijo, institucionalizacijo ali pa celo usmrtitvijo teh zločincev. No, po tej šoli imamo pa naslednico čikaško šolo in ekološke teorije. Torej, to je pa že zgodnje in srednje 20. stoletje. To je nekako v istem času, kot so slavni Chicago Boysi snovali nove ekonomske teorije, torej nekako tukaj lahko vidimo povezavo in predvsem čikaško šolo kot izumiteljico najrazličnejših eksperimentov na področju družbe nasploh. Torej, tukaj imamo pa teorijo socialne dezorganizacije, kar pomeni, da se je šola nekako premaknila od te biologije in teh determinizmov na neke okoljske elemente. Napovedovala sta stopnje kriminala na podlagi značilnosti nekega okolja, neke soseske recimo. In tukaj so bili glavni parametri, ki določajo to stopnjo kriminalnosti, seveda revščina, fluktuacije prebivalstva, torej tam, kjer je veliko migracij, in pa neke etnične heterogenosti seveda. In ta dva teoretika, torej Clifford Shaw in Henry Mackay, nista napovedovala nekih posameznikov kot možnih kriminalcev, kdo bo nek zločinec, ampak lahko sta zelo natančno napovedala, katere soseske ali pa kateri okraji bodo imeli seveda visoko stopnjo kriminala. Seveda cilj te raziskave oziroma zamisel je bila predvsem odpraviti kriminal z odpravo nekih družbenih pogojev. Zdaj, kaj so ti družbeni pogoji, ki napovedujejo stopnjo kriminalnosti? Seveda, pač revščina kot taka, določeni predeli mesta, ki so bili zapuščeni, deindustrializirani, si lahko predstavljamo človeka, ki preprosto nima drugih možnosti za preživetje, kot pa da se poda na ulico in pač kriminal povezan
z ilegalnim delovanjem. Torej, ona dva sta hotela nekako prenoviti mesta, uvesti socialno delo, organizirati skupnosti in pa seveda zaposlitvene programe, ki bi tem ljudem omogočila neko bolj varno, predvidljivo življenje. Super, to je vsekakor odlična ideja, vsekakor je to bilo nekako zamišljeno v nekih dobrih namerih, čeprav je to, ta šola, ta ideja in seveda implikacija je še vedno od zgoraj navzdol, torej usmerjena različica napovedovanja z namenom odprave. Še vedno je, z drugimi besedami, diskriminatorna. Ok, torej, imamo to neko zgodovinsko sliko šol, ki so se direktno ukvarjale z temi vprašanji kriminalnosti in kaj z kriminalom narediti. In dobili smo nekaj, kar danes lahko vidimo kot sodobno napovedno policijsko delo. Torej, nahajamo se v 21. stoletju, kjer seveda ključni koncepti so big data, umetna inteligenca, algoritmi, ki vladajo našim življenjem, vladajo pa tudi kriminalu, očitno. In to je seveda neposredni dedič čikaške šole. Policijske uprave uporabljajo zgodovinske podatke, torej vse tisto, kar so pridobili skozi desetletja monitoriranja kriminala, torej kakšen kriminal, čas, kje se je zgodil in tako naprej, za seveda potem ustvarjanje nekih toplotnih kart, torej te charts, ki napovedujejo, kje, kdaj bo kakšen kriminal izbruhnil. Ok, torej uradni cilj je seveda odpraviti kriminal še vedno, kot neka, kako bi rekla, generalni cilj takšnih programov, ampak z proaktivnim pošiljanjem policijskih virov na napovedana, tako imenovana žarišča. In to še preden do tega kriminala pride. Kritika, kot bomo videli naprej, je, da to pogosto ustvari neke vrste povratno zanko, ki krepi pretekle pristranskosti v seveda policijskem delu, ampak nasploh v neki družbi. No, imamo pa še eno paralelno šolo, ki je nekje obstajala sorazmerno v istem času kot pozitivistična šola, torej konec 19., začetek 20. stoletja, in to je znanstveni rasizem. Torej nimamo samo nekega rasizma, imamo tudi znanstveni rasizem. Tukaj so bili Arthur de Gobineau, Madison Grant, Lothrop Stoddard in podobni raziskovalci, ki so menili, da je človeštvo kot takšno razdeljeno na ločene biološke rase z inherentnimi nekimi hierarhijami. Te hierarhije se lahko opazijo na področju inteligence, morale in vse splošne zmožnosti za neko civilizirano soobstajanje. Torej, neki družbeni nemiri, kot so recimo stavke, upori, valovi kriminala, ki so bolj generalizirani, so pojasnjeni kot posledica nekega prekomernega razmnoževanja ali pa mešanja manj vrednih ras, torej ras, ki so ne bele rase, seveda, so neki priseljenci iz južne ali pa vzhodne Evrope. To mešanje se zgodi seveda z vrhunskimi rasami, ki so pa severnoevropski beli Nordijci, recimo. In tako o razredu in o nekih nemerih, ki se zgodi znotraj nekih razredov, je seveda revščina, delavski nemeri, predvsem dogajajo med nižjimi sloji. In ti nemeri niso nikoli bili pojasnjeni z strani recimo prekomernega izkoriščanja znotraj kapitalistične produkcije,
Ampak razlog je bil prirojena degeneracija nižjih slojev. Torej, nižji sloji prebivalstva so enostavno degenerirani in v končni fazi videti kot neka ločena biološka kasta. Kot da imaš človek, nek ubermensch in potem neke podljudi. To je to nek reziduum, nek odpad. Je pravzaprav skupina nekega socialnega problema. Mati samohranilka, recimo, to je bil glavni sovražnik družbe v 70-ih, 80-ih letih v Veliki Britaniji. To je vse upravičevalo potem tudi neke evgenične politike, recimo prisilna sterilizacija in tako naprej, da bi se narod očistil. To nam je lahko tudi znano iz nekih drugih praks. Ampak danes smo v 21. stoletju, imamo prehod iz nekega očitnega ali pa eksplicitnega rasizma ali pa bigotstva do malo bolj prikrite sistemske in seveda znanstvene pristranskosti. In to ni neka zarota. Gre za zelo dobro dokumentiran pojav, ki se raziskuje predvsem v kritični kriminologiji. Kritična kriminologija pravzaprav služi prav tej nalogi, da se odpravijo te neke krivice, ki so bile storjene skozi seveda stoletja preganjanja, predvsem črnih prebivalcev oziroma črncev. Potem imamo tudi kritično rasno teorijo, ki pravzaprav želi nasloviti problem rasizma, in pa sociologija znanosti, torej kaj sploh je znanost in ali določene prakse, ki so bile prisotne v nekem trenutku, so dejansko znanstvene prakse. Kot bomo videli, temu ni tako. In drugo vprašanje je pa seveda, kako ti nevtralni sistemi potem ohranjajo nek status quo, neko nepravičnost, ki pa vsekakor obstajala že od samega začetka. Recimo kriminal in droge v neki soseski nimajo ničesar z dejansko krivico sistema, katerega produkt so prav te iste soseske. Kot da sta te dve stvari nekako ločeni, ne glede na to, da so skupnosti produkt sistema. In tukaj nevtralnost in znanstvenost sta termina, ki sta absolutno neprimerna, in to je treba jasno povedati, saj ta sistem ni prvo nevtralen, še manj pa znanstven. In zato imamo mogoče zgodovinsko podlago, da lahko potem razumemo, kako smo prišli do te situacije, kjer sistem deluje pod nekimi imenovalci svoboda, pravica, enotnost in tako naprej. Kljub temu, da se moramo zavedati, da je to absolutno ameriški koncept, sproduciran strani ameriške imperialistične sile, ki je začela v nekem momentu intervenirati po celem svetu in širiti tako imenovano demokracijo. Zdaj, ta povratna zanka te znanstvene krivice, lahko tudi po psihoanalitsko povratek potlačenega, torej tisto nekaj, kar je od zmeraj obstajalo, ampak se ne da razrešiti in se potem vrača v nekih ciklih ali pa, kako bi rekla, kot neka tendenca, neka sila, ki vedno znova prihaja. In tukaj imamo 7 točk, na kakšen način lahko vidimo to povratno zanko. Na kak način se to dejansko reproducira in tudi replicira v nekem smislu. In na prvem mestu je seveda zgodovinska krivica, resnica, torej redlining, ki je obstajal med letom 1930 in 1960, torej 30 let, kjer se je koncentriralo. Torej, koncentracijska taborišča ima tudi neko konotacijo zaradi koncentriranja
neke določene etnične skupine. V tem primeru redlininga je to koncentracija temnopoltih družin v podhranjene soseske. Dobro, niso bili v taboriščih, ampak niti ni bilo tako daleč od tega. Torej, v teh soseskah seveda delovna mesta se konstantno zmanjšujejo, šole, seveda šolski sistem in šole v tistih predelih propadajo. Svinčena barva, za katero so pleskali določene zgradbe, ostaja. In kaj se koncentrira za koncentracijo na specifično področje katerekoli skupine? Ja, koncentrira se tudi revščina. In tako pridemo do druge točke, kaj je seveda odziv policije. Torej, to je pa ena ključna pristranskost, ki intervenira znotraj tistega prostora. Seveda je policija močneje napotena v iste te soseske, je bolj prisotna, izvaja več aretacij zaradi manjših prekrškov, ampak dobro, tudi če so večji, so ponavadi prekrški z drogami. In tukaj se dela recimo razlika med crack kokainom in kokainu v prahu. Torej, že v tej neki čisto elementarni obliki je zelo razvidno, kakšne posledice ima posedovanje tistega ali onega in seveda tudi sorazmerno kazni. Tretjič je ustvarjanje podatkov. To je pa seveda tako rekoč današnja mantra, v dobi podatkov nasploh. To policijsko delo, ki ga opravljajo vsak dan na terenu, ustvarja uradne podatke o kriminalu. Uradne podatke. Torej, ne meri nekega dejanskega kriminala, v smislu, tukaj se je zgodilo nekaj in nekaj, predvsem pa ne meri te dejanske kriminalnosti enakomerno po vseh soseskah. Kot smo rekli v prejšnji točki, policija je predvsem prisotna v soseskah, ki so že bile determinirane kot soseske, kjer bo sorazmerno več kriminala. Torej, v New Yorku bi to lahko bil Harlem, Bronx in podobne soseske, ki pač tudi je de facto bilo znano, da tam živijo ljudje iz najrazličnejših kulturnih cultural background, ki so hispanični ali pa afroameričani. Torej, nekako sta ta dva elementa zelo tesno povezana. Torej, nek imigrant in kriminal. Torej, ne meri se tisto, kar se dejansko dogaja, ampak se meri tisto, kar policija gleda. Policija ne gleda vsega, ne more imeti nek panoptično kontrolo nad recimo celotno populacijo, ampak vedno gleda tja, kamor že sama po sebi je naredila predikcijo, da se bo kriminal dogajal. Torej, kriminal v nekem bogatem, belem predmestju bo verjetno rešen zasebno, rešen bo na način, da se ne kliče policija ali pa bo ostal preprosto nezabeležen, ker si pač vplivne soseske ne morejo, ali pa družine, privoščiti takšne intervencije. Torej, in tako pridemo do četrte točke, ta znanstvena napoved. Ta znanstvenost, ki je seveda algoritem. Torej, algoritem za napovedovanje bodočih kriminalov se hrani z zabeleženjem teh kriminalov. Torej, to, kar smo ravnokar omenili, da se kriminali beležijo in se pač hranijo
v ta algoritem, predvsem v soseskah, ki so revnejše, ki so polne kriminala. Torej, algoritem se nauči, da ima temnopolta soseska visoko oceno tveganja. Napove prihodnji kriminal in napoved je točna samo znotraj teh pristranskih podatkov, s katerimi je bil pa seveda algoritem hranjen. Algoritem ne more ugotoviti nekaj drugega na podlagi podatkov, katerega smo mu dali. In tako pridemo do 5. točke, razporeditev virov. Na podlagi napovedi policijska uprava pošlje še več patrulj, nadzorne tehnologije, to smo tudi videli, droni, ShotSpotter, čitalniki registrskih tablic in tako naprej. In tako 6 se zgodi še več aretacij, še več podatkov, zdaj mislim, da je že jasno, kam gremo, in povečana navzočnost vodi do še več aretacij za ista vedenja, ki drugje ostanejo praktično neopažena. In ti novi podatki potrdijo prvotno napoved. In tako pridemo do 7. Zaključne točke. Glejte, naša znanost je imela prav. Model je pravilno napovedal visoko stopnjo kriminala. Ali ni to res? Ne gre za raso, gre za podatke. Sistem je zdaj proizvedel realnost, za katero je trdil, da jo samo napoveduje. Ja, mogoče, če se samo zamislimo pri tej 7. zadnji točki, v kakšni družbi pa bomo živeli, kjer sploh ne bi prišlo do nobene manifestacije nekega konflikta, nasilja ali kakorkoli kaznivih dejanj, saj bo ta že vnaprej eliminirana oziroma bo locirana samo v tisti soseski, kjer se napovedujejo. In kakšna družba bo to? Očitno bo tudi družba z večino populacije v zaporih, ampak mislim, da kakorkoli je tukaj še vedno vredno omeniti eno drugo plat, seveda psihoanalitsko plat. In Lacan je v svojem delu Televizijo obravnava vprašanje potlačitve. Potlačitev, kot smo že obravnavali, je ključen koncept Freuda, ki ga je zastavil kot neka osnova psihoanalitske teorije. In spraševal se je, kaj je v bistvu tisto primarno, ali je to mogoče prav ta mehanizem potlačitve, ali pa je dejansko neko nelagodje v družbi, ki se seveda manifestira znotraj družbenih okoliščin. Kaj je prišlo prej? Kokoš ali jajce? Mislim, da to do neke mere tudi nesmiselno vprašanje, ampak odgovor tukaj je vsekakor bila, da je primarno potlačitev. Potlačitev pa naj bi bila ta ahistorična neka ahistorični mehanizem, ni odvisen od nobenih zgodovinskih momentov, se ne spreminja oziroma je na nek način ne more mutirati. Ne da se je izbrisati. Potlačitev enostavno deluje. Ne glede na to, kaj mi naredimo, kakšni so zgodovinski momenti in nasploh situacija v družbi. In pravzaprav v kontekstu teh teorij in tehnik, ki smo jih pregledali glede kriminalnosti, mislim, da je stvar povsem jasna. Nima smisla posegati v družbo ali v recimo produkcijski sistem, ker reprodukcija neke družbene krivice je v bistvu tisto, kar nas dela nesrečne. Niso nobene okoliščine ali pa dejstvo, da živimo v kapitalizmu. Kapitalizem, kjer je ogromna večina ljudi
prepuščenih milosti in nemilostih, sistemskih kriz, ki se tako rekoč vrstijo in postajajo tudi vedno bolj nevzdržne. Če je za vse to krivico in vso to nesrečo v bistvu kriv ta nek primarni proces potlačitve, ki poteka tako rekoč sam od sebe, potem nam itak ni pomoči. Stvar se mi zdi ali brezupna, ali pa mogoče ne tako črna, kot se zdi na prvi pogled. In tukaj psihoanaliza kot ena od redkih, če ne edina, vzame ravno potlačitev kot svojega subjekta raziskave. In kako psihoanaliza potem obravnava potlačitev ali posledice le-tega? Ja, predvsem razume, da je to nek mehanizem, ki loči zavedno raven med nezavednim. In to je bil tisti prekrižani S, ki smo ga obravnavali znotraj teorije diskurzov. In v tej ločnici med zavednim in nezavednim, tam je vrzel. To ni neko prehajanje brez takšnih in drugačnih problemov. Ta vrzel, ki je vrzel med nezavednim in zavednim, je tudi ta točka, kjer nastopi konflikt. In zdaj, če smo spet pri konfliktu, mislim, da še eno vprašanje je, kako v bistvu zaznati konflikt, če je to sploh mogoče. Razen, da delamo neke teorije predikcije kriminala in tako drugače. Vsaj v psihoanalizi ponavadi je tako, ko pride nekdo na analizo, tisto, kar karakterizira njegovo začetno narativo, je pravzaprav odsotnost konflikta. Nič ni konfliktno. Ljudje pridejo z neko željo, ali pa z neke vrste complaint, in se zelo hitro izkaže, da pa le ta ni njihova, da je ta želja nekoga drugega. In ta diskurz drugega, je tisto, kar pripelje do nelagodja. In kot dva primera, mogoče bi tukaj navedla dva klinična primera, ki jo je opisoval Freud. Prvi je primer mladeniča, kateremu je Freud, da pač zavaruje njegovo identiteto, mu je dal ime človek podgana, ki se navezuje tudi na njegov simptom. Torej, Freud je analiziral mladeniča, ta je bil obseden s podganami. Podgane seveda za njega so bile nek simbol krutega kaznovanja. Če rečeš podgana, ni nujno, da vedno misliš na isto konotacijo ali simbolno vrednost tega objekta, ali pa recimo podgane. V tem primeru specifično so bile podgane, ki glodajo človekov anus. Ne bomo šli zdaj v detajle tega, ampak samo, da se na nek način vidi, kaj pomeni ta konflikt, ki se zgodi med zavednim in nezavednim in kaj psihoanaliza v bistvu počne. Torej, ta primer, ki ga je Freud analiziral, izpostavi to vračanje potlačenih, nekih ambivalentnih občutkov. Ti ambivalentni občutki so ponavadi ali do matere ali do očeta, do tistih, ki so nekako človeka zaznamovali v bolj pomembnem načinu. Torej, v primeru človeka podgane, ti ambivalentni občutki so bili seveda do očeta in ljubljene ženske, tisto, ki je subjekt ljubil. In pravzaprav se je tukaj pokazal ta ambivalentnost, kako so obsesivne misli, neka obsesija, povezana z nezavedno krivdo. Ta nezavedna krivda pa seveda ne more biti drugo kot otroška spolnost in agresivni nagoni.
Dobro. Drugi primer pa je prvi primer psihoanalitske obravnave sploh, torej primer mlade ženske, katero je Freud poimenoval Dora. Torej, Freud je zdravil 18-letno žensko, ki je trpela za histeričnimi simptomi. Ti so bili izraženi, recimo, konstantno kašljanje, ki ni bilo pač kašljanje zaradi tega, ker imaš vneto grlo, izguba glasu kar naenkrat in podobne fizične manifestacije. Njene simptome je povezal z potlačenimi spolnimi občutki, pri čemer se je osredotočil na njen zaplet z očetom. Torej, spet imamo potlačene spolne ali fantazije ali neke nagone in očeta ali mamo in tukaj je še neka tretja oseba, očetova ljubica, torej gospa K, in Herr K, gospod K, ki je bil mož te ljubice, ki je namenjal neke spolne približke. Dobro, zadeva je relativno kompleksna v primeru Dore, ampak pustimo se samo zdaj osredotočiti na dejstvo, da je Freud tukaj našel nek način, kako neko nezavedno materijo privesti na površje in jo postaviti v konflikt. Torej, Dora ni imela nobenega konflikta, preden je prišla do Freuda. No, pol je imela ful konfliktov in ga je kar zapustila. Torej, ko je Freud poudarjal prenos, je Dora zdravljenje nenadoma prekinila in tukaj seveda je tudi bilo zelo jasno, da je Freud sam bil zelo omejen v vodenju terapevtskega odnosa. Kot sem prej povedala, je Dora bila pravzaprav prva psihoanalitična pacientka, je tista, ki je začrtala nekako smer razvoja psihoanalize, seveda se je ta zelo slabo končala, ampak takšni so začetki. Torej, lahko bi rekli, da je ta dialektika, torej dialektika kot nek proces, ki je bil vedno pomemben za Freuda, za psihoanalizo generalno in tudi za Lacana v končni fazi. Ta dialektika bi lahko rekli, da je sestavljena iz naslednjega. Torej, na eni strani imamo potlačitev, je nekaj, kar se ne more spremeniti, je dejansko ta proces, kako človeška psiha potlači določene resnice, ki so traumatizirajoče. Torej, potlačitev ni odvisna od nekega zgodovinskega pogoja, ni rečeno, da čez 200 let, ko bomo vsi pač nekako osvobojeni in avtonomni, da potlačitve več ne bo obstajalo. Na drugi strani pa seveda imamo družbeno represijo. Torej, če mi kot psiha nekaj konstantno reprimiramo, nekaj potlačimo, potem na drugi strani imamo tudi represijo, ki se dogaja na nekem družbenem nivoju. Torej, ni pomembno, je to kapitalistični ali nekapitalistični, pač katerakoli oblika družbe bo tudi podrazumevala neke vrste represije. In da to ilustriramo, mogoče lahko vzamemo primer osebe, ki pride z nekim vprašanjem pride v psihoanalizo z nekim vprašanjem in to vprašanje lahko sodi v tisto, kar Lacan imenuje recimo diskurs gospodarja. Ponavadi prihajamo vedno z nekim diskurzom, ki ni naš. Lahko rečemo, da je to nek diskurs družbe. Družba nekaj pravi in jaz pridem na terapijo in rečem iz tega konteksta družbenega diskurza, nekaj je narobe z mano. To, kar družba pravi, da je narobe z mano. In ko mlada ženska reče, da ji ni všeč felacijo, težava je v tem, da je subjekt v bistvu tako odtujen prav skozi ta isti diskurs, da njegovo vprašanje vsekakor ni, zakaj mi to spolno vedenje, na primer, ni všeč, mi ne ugaja. Vprašanje je pravzaprav, zakaj mi ne ugaja.
trpim, ker mi ne ugaja imeti pač penis v ustih. A ne? In tu je jedro. Konflikt je v tem, pravzaprav, da ni konflikta. Za to osebo vsekakor. Ker je tako odtujena pravzaprav tega diskurza, ki prevladuje, da mora pravzaprav analitik mora biti tisti, ki spremeni problematiko v nek konflikt. In en način, kako se to zgodi, je, da ko pride nekdo z nekim diskurzom, je to diskurz histerika, je to diskurz gospodarja, je to diskurz karkoli, je analitik tisti, ki mora postaviti nasproti tega diskurza diskurz nezavednega. Kaj je diskurz nezavednega? Diskurz konflikta. Torej, na eni strani je potlačitev in na drugi strani tisto, kar neka družbena represija ali pa družbena pravila naroča. Torej, naredi to, uživaj, reproduciraj se, In mislim, da prav tu nastopi analitična etika. Torej, Lacan je veliko govoril, v bistvu en cel seminar posvečen pravzaprav etiki v psihoanalizi, ki govori ravno o tem problemu, kaj je etika v tem specifičnem primeru, ko pride nekdo do tebe in ti reče, ni mi všeč ta spolna praksa. Ja, če greš k seksologu recimo in rečeš, da ne maraš felacija, te bo naučil, kako ga mogoče pravilno izvajati in da po možnosti takrat ti bo pa dejansko všeč in boš še malo užival. Psihoanaliza je pa nasprotje tega. Torej, razume, da je primarna potlačitev pravzaprav simbolna kastracija. In ta enačba je tako rekoč univerzalna. Iz tega izhaja, da je potlačitev neodtujiva. Potlačimo zato, ker smo govoreča bitja. In to, kar je nezavedni konflikt, je treba pripeljati nekako na površje in to operacijo lahko mislimo kot ta dialektični moment psihoanalize. Analitik mora narediti konflikt iz nečesa, kar je seveda pri vrsti potlačeno, in v osnovi je vsekakor nezavedno. Torej, to je že samo po sebi skoraj nemogoče. In zdi se, da konflikta pravzaprav ni, ker seveda ta je potlačen, potrebno ga je nekako potegniti ven in ne vem kaj in spremeniti v konfliktno obliko. Torej, tako da konflikt, ki je pravzaprav v nekem smislu vedno tam, resnično potem postane konflikt. In s tem dobimo priložnost nekega uvida v tisto, kar je bilo potlačeno in na vse zadnje tisto, kar vedno kljubuje družbenim kapitalističnim normam, imperativom, skozi proces psihoanalize potem lahko najdemo mogoče najbolj produktiven konflikt. Hvala.